Naziv je čast in je seveda tudi potrditev naših prizadevanj na področju povezovanja tako naše stroke kot Slovenije v mednarodnem prostoru in seveda internacionalizacija vsega, kar počnemo, in seveda tudi naše lepe države. Obenem je pa to tudi povabilo, da se v Sloveniji še nekoliko bolj povežemo in da skupaj poskusimo soustvariti prihodnost tega, kako bojo kongresne dejavnosti pri nas sploh potekale, predvsem zdaj v teh časih, ko smo bili primorani kar za en lep čas vse skupaj preseliti na splet in v bistvu virtualno okolje. Kongresna dejavnost je izrednega pomena za našo stroko, je način, kako mi promoviramo naše področje, vsa ta nišna strokovna, znanstvena področja, s katerimi se ukvarjamo, in obenem je tudi lepa priložnost, da v bistvu promoviramo in pokažemo Slovenijo. Vedno je čast povabiti k nam naše kolege, goste iz tujine in jim pokazati lepote Slovenije. Mi imamo tukaj izredno veliko nekih priložnosti, nekih naravnih lepot, vrhunsko kulinariko. In seveda je še ena velika prednost, Slovenija je varna in gostoljubna dežela, kar je danes vedno bolj pomembno. Organizacija takšnih dogodkov je način, kako mi pravzaprav prikazujemo in dvigujemo prepoznavnost Slovenije pri naših kolegih v tujini in seveda s tem nekako promoviramo državo kot celoto in seveda vse tiste stvari, ki jih mi ponujamo. Zdaj tukaj po eni strani promoviramo znanost, promoviramo tudi storitve, ki so vrhunske na področju kongresnega turizma in seveda lepote vsega, kar tukaj pri nas lahko sploh doživljamo. Organizacija konference, ki smo jo mi speljali, je v bistvu ponudila možnost, da smo mi sami spoznali, da je konferenčni turizem in storitve, ki so na razpolago v Sloveniji, izredno kakovostne, da imamo izredno veliko izkušenj in da smo absolutno konkurenčni v evropskem merilu in da imamo izredno veliko nekih inovativnih in edinstvenih stvari, ki jih lahko ponujamo na tem področju. In seveda jaz tukaj vidim izredno veliko priložnost tudi za prihodnost, predvsem zdaj, ko se pravzaprav vsi na nek način sprašujemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Jaz mislim, da Slovenija tukaj ima veliko za ponuditi in da če bomo dobro sodelovali in dobro pravzaprav se promovirali v tujini, imamo lepe priložnosti, da povabimo še več konferenc in še več gostov k nam. Pretekli 2 leti sta nam po eni strani pokazali, da uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij lahko zelo učinkovito podpre sodelovanje tudi v virtualnem okolju, ampak istočasno sta pa ti 2 leti pokazali tudi, da je stik v živo, se pravi medosebni stiki v živo z ljudmi so pa nenadomestljivi. Prihodnost kongresnega turizma bo verjetno nek hibrid med virtualnim srečevanjem in pa seveda dogodki v živo. In se mi zdi, da je tukaj pa ravno tista priložnost, ki jo zdaj imamo na mizi, da se povežemo, da dobro premislimo in da potem tudi nekaj pametnega oziroma nekaj konkurenčnega, inovativnega znamo ponuditi Evropi in seveda svetu. To, da se srečaš z nekom v živo, odpre en kup enih nenačrtovanih priložnosti in da eno tako osebno noto, ki pravzaprav da en tak celostno izkušnjo, ki jo pa ne moreš speljati v virtualnem svetu. Te zadnji 2 leti smo vsekakor vedno bolj pravzaprav obujamo lepe spomine na tiste čase, ko smo se lahko v živo srečevali, ko je bilo to lepo, ko imamo spomine tudi o deželah, o ljudeh, kjer smo bili. In seveda to je vedno bolj prestižna izkušnja, za katero upam, da bomo tudi v prihodnje imeli priložnost spet doživljati in izkoristiti tudi pri nas v Sloveniji. To je za nas po eni strani odpiranje novih priložnosti za sodelovanje, za povezovanje strokovnjaki in pa seveda tudi za izkušnjo, kje sploh smo, kakšna je država, kakšni smo mi ljudje, ki nastopamo kot strokovnjaki, kot osebe. In to pravzaprav ni nadomestljivo in ne moremo tega početi na spletu, tako da tukaj upam, da bomo imeli priložnost še v prihodnosti se s tem veliko srečevati in to podpirati.